Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je ponedeljek, 27. oktober 2025. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Nasilje pretreslo Slovenijo. Kakšne bodo cene domov za starejše s 1. decembrom? Prvi strelec druge lige je Mariborčan, ki je še lani igral v 4. avstrijski ligi. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. S prižiganjem sveč v tišini in solzah so se včeraj Novomeščani poslovili od 48-letnega moškega, ki je bil v soboto zjutraj pretepen pred novomeškim lokalom, nato pa v bolnišnici umrl. Napadalec naj bi bil 21-letni Rom, ki ga je policija že prijela. Ljudje imajo pravico do varnosti in ta pravica včeraj ni bila uresničena, je včeraj dejal premier Robert Golob, ki je sprejel ponujena odstopa pravosodne ministrice Andreje Katič in notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Vem, da danes vsi čutimo žalost, jezo in tudi strah. To je razumljivo, pa vendar ne smemo dopustiti, da bi se ta bolečina sprevrgla v maščevanje ali sovraštvo. To bi le poglobilo rane in razklalo družbo, je še poudaril Golob. Včeraj popoldan je sodelavci obiskal Novo mesto, kjer so se pogovarjali, kako se soočiti s problemom naraščajočega nasilja, za katerega naj bi bili odgovorni člani romske skupnosti. Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost Vojko Volk je po včerajšnji seji Sveta za nacionalno varnost napovedal krepitev policijske uprave Novo mesto s policisti iz drugih enot in po potrebi tudi z uporabo posebne policijske enote. Premier je napovedal, da bodo že v naslednjih dneh in tednih pripravili naslednji sveženj sprememb zakonodaje, s katerimi bodo reševali težave, ki jih imajo v jugovzhodnem delu Slovenije. O tragičnem dogodku obširno danes na prvih straneh Večera. V uvodniku je Elizabeta Planinšič med drugim zapisala: odstopa dveh ministrov aktualne vlade, pravosodne ministrice in notranjega ministra, ne gre razumeti drugače, kot da je država priznala poraz. Še toliko bolj, ker so prvi ukrepi, ki so bili včeraj napovedani za reševanje težav na Dolenjskem, v znamenju represije. In dejstvo je, da kadar država poseže po represiji, prizna svojo nemoč. In še, zato je, navkljub tragičnosti dogodka, včerajšnje odstope in besede predsednika vlade treba gledati tudi v predvolilni luči. Kajti romsko vprašanje je bilo ena od osrednjih točk obeh interpelacij zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Pa je ministra, ki bi sicer moral ministrsko mesto zaradi mnogih drugih afer zapustiti že zdavnaj, vladajoča politika pokrila. Katičeva pa bi si odhod z ministrskega položaja prej zaslužila zaradi nespretnega sprejemanja sodne reforme. Opozicija, ki ne skriva svoje sovražne nastrojenosti zoper tujce v državi, je ob sobotnem tragičnem dogodku odbila krila. Vsi skupaj pa bi morali narediti le eno, poskrbeti, da bodo tisti, ki živijo tukaj, varni, a pri tem izpitu so padli. Ministrstvo za solidarno prihodnost je na spletni strani objavilo kalkulator cen za nastanitev in prehrano pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe v instituciji, s katerim lahko izračunate cene, ki bodo začele veljati 1. decembra. V Večeru objavljamo cenik oskrbe v naslednjih domovih: Dom Danice Vogrinec, Dom Tezno, Dom Podgorco, Sinekura Maribor in Dom upokojencev Ptuj. Novost je, da je cena hotelskega dela nastanitve enotna, storitve oskrbe pa bodo za tiste, ki bodo vstopili v dolgotrajno oskrbo, plačane iz sklada za dolgotrajno oskrbo v obsegu, ki jim pripada po preverbi kategorije. In če bo kdo potreboval več ur, kot mu pripada, naša novinarka Barbara Bradač odgovarja tudi na to vprašanje. Dodajmo še, da klicni center 114 nudi informacije o dolgotrajni oskrbi. Kličete lahko vsak dan med 8 in 16 uro. Za konec k nogometu. V soboto je Maribor 4-0 premagal Primorje in znižal zaostanek za vodilnimi Celjani, ki so sinoči izgubili proti Muri. Kaj je po obračunu povedal Feđa Dudić, preberite na športnih straneh, tam pa najdete tudi zanimivo zgodbo z drugoligaških igrišč. Prvi strelec druge lige je Mariborčan, ki je še lani igral v avstrijski 4. ligi za Gamlic.
Murad Bajraj je letos, ko je dopolnil 25 let, opozoril nase v dresu Beltincev. Ob tem pa je napadalec s pestrim nogometnim življenjepisem še diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor in odprl svoje podjetje. V Beltincih so lahko zadovoljni po dobri tretjini drugoligaške sezone. Na 12 tekmah so vpisali 8 zmag in po 2-krat remizirali in izgubili, s 26 točkami so četrti med 16 moštvi. Za vodilno Nafto, s katero se bodo pomerili v nedeljo, pa zaostajajo 8 točk. Imajo pa Beltinci svojega nogometaša na vrhu lestvice strelcev, saj je 9 golov od skupno 26, ki so jih dosegli rumeno-modri, prispeval Murad Bajraj. Mariborski napadalec je na začetku sezone v igro vstopal s klopi, ko je zaigral od prve minute, je med 4. in 9. prvenstvenim krogom dosegel kar 9 golov. Hat-trika se je razveselil ob zmagi Beltincev s 5-1 nad Jesenicami. Javnost je postala pozorna na 25-letnika državljana Kosova, ki je v mesto ob Dravi prišel ob koncu osnovne šole in ima tudi slovensko državljanstvo. Minuli vikend so Beltinci z 1-0 premagali Bistrico, gol je dosegel Dominik Drk. Trener Beltinčanov Simon Dvoršak je Bajraja v igro poslal v 57 minuti. Čeprav ta na zadnjih 3 tekmah ni dosegel gola, je njegova statistika še vedno impresivna. Gol doseže na 54 minut igre. Z Bajrajem smo se srečali še pred tekmo z Bistričani. Dobili smo se na stadionu na Taboru v Mariboru, kjer je pred leti igral za mladince. Na večer.com preberite, kako pestra, vzponov in padcev polna je nogometna pot Bajraja preko slovenskih in avstrijskih nižjeligaških igrišč do vrnitve v slovensko drugo ligo, kdo ga je zvabil v avstrijske nižje lige in zakaj je napadalcu lahko, ko igra z Rokom Kronavetrom in Svenom Dodlekom. To je bil Večer zjutraj 27. oktobra 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veselimo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.